V tem videu bomo začeli z ustvarjanjem novega projekta z uporabo Project Managerja. Z uporabo Project Managerja imate dostop do različnih vadnic in predlog, ki so bile razvite v SCI-ju ali v Centru za učenje na SCI spletni strani. Tukaj bomo izbrali, da bomo ustvarili nov projekt. V tem koraku moramo določiti osnovne podatke za projekt, kot so ime, opis, avtor, datum ustvarjanja in tako naprej. Pomembno je, da opredelimo vrsto materiala, ki ga bomo uporabili, zato bomo tukaj aktivirali beton in izbrali razred betona C30X37 in razred jekla B500B. Ostale materiale zaenkrat ne bomo aktivirali. Nato moramo natančno izbrati vrsto konstrukcije, General XYZ, da bomo imeli dostop do vseh razpoložljivih ukazov. Na primer, če izberemo frame XYZ, bomo imeli možnost modelirati le palčne elemente, ne pa tudi 2D elementov. V spodnjem desnem delu izberemo kodo in indekse, ki jih uporabljamo za izračun. Obdržali bomo evrokode. Na zavihku funkcionalnosti bomo zaenkrat obdržali vse standardne možnosti, kasneje pa bomo aktivirali potrebne možnosti, kot je dinamika. Kasneje bomo vnesli potrebne parametre za obremenitev z vetrom in snegom v tem zavihku. Namerne enote so metri, zadnjo kartico varnosti pa preskočimo. Ko vnesemo osnovne lastnosti projekta, bomo takoj določili plasti in prečne preseke, ki jih bomo uporabili. Ukaze lahko najdemo v orodni vrstici procesa v vmesniku ali zgoraj v glavnem meniju na knjižnici. Začeli bomo z ukazom za plasti in takoj ustvarili nekaj novih. Nosilci, stene, stebri, plošče in rebra so naši elementi. Vsem plastem bomo dodelili želeno barvo. Nato bomo določili prečne preseke. Skupina, iz katere bomo izbrali obliko prečnega preseka, bo beton, pravokotni prečni preseki in izberemo možnost dodaj. V tem oknu poimenujemo prečne preseke in vpišemo želene dimenzije. Priporočljivo je, da imenujemo preseke po elementih, ki jim bodo dodeljeni, in dimenzijah, ki bodo določene. Da bo kasneje pri modeliranju lažje izbrati želeni prečni presek, je to priporočljivo. Določili bomo preseke za stebre in nosilce. Pri tem material ostaja C30X37, opisujemo dimenzije H in B za vsak presek. Določili bomo naslednje preseke: steber 30X30, steber 20X20, nosilec 25X50, nosilec 20X45 in tako naprej. Na koncu lahko jasno vidimo definirane prečne preseke z imeni in dimenzijami v oklepajih.